Jaz bi vas rad opozoril, da ima liberalna demokracija v svojem programu pravzaprav posebej izpostavljeno, da se bodo še naprej zavzemali za izboljšanje delovanja pravne države, tako zakonodajni, izvršni in sodni veji oblasti. Stalnica delovanja boj proti korupciji, klientelizmu, kriminalu, vseh vrstah zlorabam. To imajo v svojem programu. In to, kar se je dejansko zgodilo v tem konkretnem primeru, pravzaprav v celoti negira to njihovo programsko usmeritev. V celoti, tektonsko. In razumem, ali pa sedaj lahko nekoliko bolj razumemo tudi izjave nekaterih vidnih ali pa vodilnih predstavnikov koalicijskih strank, ko govorijo o tektonskih premikih v policiji in na kakšnih drugih področjih. Ti tektonski premiki pomenijo, da se lahko, tako kot je v tej interpelaciji zapisano, tudi kršijo zakoni. Ti tektonski premiki pomenijo, da se lahko na nek poseben, specifičen način rešujejo tudi želje posebnih skupin oziroma elit. In eden takih tektonskih premikov je najbrž tudi sprememba družinskega zakonika, ki uvaja neke neobičajne zadeve, neke neobičajne formulacije in dopušča neke neobičajne možnosti pač določenim, očitno pa privilegiranim skupinam. In vse te stvari, ki se sedaj dogajajo, pač je potrebno obravnavati in ga tudi v tem kontekstu. Jaz mislim, da tako politiko enostavno ni možno več podpirati. Zanimivo je tudi to, kako so krožile te zahteve, ki jih je pravobranilstvo naslovilo na vlado. In tu se vidi, da je pravzaprav pomemben del vladnih funkcionarjev, tudi najmanj 2 ministra in generalni sekretar vpleten v to zgodbo rotiranja in podajanja. In to najbrž vse s ciljem, samo da se je zamudilo rok. Najbrž vse s ciljem. Pač ta mehanizem je deloval v popolnosti. Druga stvar, kar je tudi zelo pomembna, je to, da je neobičajna, da je predsednik vlade naročil izdelavo poročila, recimo neodvisnega poročila tistemu, ki je neposredno vpleten v vračanje živali. Milo rečeno, izredno neobičajno. To je pravzaprav tako, kot da bi naročil, nekomu, ki je povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, da za sodišče pripravi elaborat. In na osnovi katerega potem nekdo sprejema odločitve. In predsednik vlade se v tem primeru pač suvereno, tudi lahko rečem vehementno, tudi lahko rečem nekritično postavil v bran ministra, ki je pač objektivno odgovoren v tem primeru, ne glede na to, da te odločbe, sporne odločbe ni podpisal. Ob tem bi rad opozoril tudi na nekatera ali pa na dvolična ravnanja odgovorne izvršne slovenske oblasti. Vi poznate primer recimo Severne Irske, ko je premier Robinson, zato ker je pač njegova žena bila vpletena v nek škandal, zamrznil funkcijo, odstopil in prepustil vodenje države, vodenje Severne Irske pač nekomu drugemu za določen čas, dokler se ne raziščijo čisto vse okoliščine. Pri nas ne samo, da ni v stanju nihče predlaga takega ukrepa ali pa prevzeti na sebe objektivne odgovornosti. Ta izvršna oblast enostavno tudi stori vse, da se te zadeve poskušajo prikriti in zakriti. In ti primeri v tujini so tudi izredno živi. Tu ne moremo kakorkoli gledamo na te primere s katerikoli očmi, mimo tega, da ta koalicija deluje izrazito dvolično. Izrazito dvolično. Na eni strani odstavljamo ministra, ki naj ne bi saniral nekih problemov povezanih z plačili, z ekološkimi dajatvami in pa po domače, lahko rečemo banalno rečeno, s kantami za smeti, zločini zbirani ne vem še s čem. V drugi strani imamo pa zato, ker je prišlo zaradi ravnanja in objektivne odgovornosti ministrstva
in tudi subjektivna odgovornost, ker tam so bile te odločbe podpisane, do smrtnega primera, pa to ni zadosten razlog, da bi v tem primeru pravzaprav sprejel najodgovornejši v tej državi v izvršni veji oblasti, to je premier Pahor, kakršnokoli odločitev. Pričakovali bi, da bi najprej minister sam ponudi odstop iz svoje objektivne, morda pa tudi subjektivne odgovornosti, najmanj kar je, bi pa to pričakovali od predsednika vlade, da bi se ne tako vehementno, kot se v nekaterih sedanjih ali pa zadnjih primerov odziva, ampak da bi se resno odzval na ta konkreten primer. Jaz mislim, da je sporočilo, ki ga s tem pokrivanjem daje predsednik vlade tudi za slovensko javnost izredno slabo. Na eni strani se je ustvarila pač neka skupina ljudi, ki je dovoljeno pravzaprav vse, ki lahko stori vse in se ne zgodi popolnoma nič, ker so zaščiteni tako politično, ker so zaščiteni, lahko rečemo, morda tudi sodno in imajo tudi druge oblike morda varstva, in na drugi strani so ljudje, ki nimajo, kljub temu, da te pravne norme veljajo in so sprejete, nimajo popolnoma nobenih možnosti, da pripeljejo svojo zgodbo, svoj proces, svojo travmo do konca in do določene satisfakcije. Zanimivo je, da se v to zgodbo po teh 10 dnevih ni vključila notranja ministrica, ki se ukvarja pravzaprav z vsako izjavo kogarkoli v opoziciji, to je izredno čudno, pa je minilo že 10 dni. Pravzaprav čudno je tudi to, da tudi protikorupcijske komisije ni nikjer, ali pa jo ni ustrezno zaznati. V bagatelnih primerih, ne vem, 2 piltkov, 2 listkov se ukvarja pravzaprav kot terjera, ne, z nekimi zadevami, ne, ki nimajo na usodo Slovenije pravzaprav nobenega pomena. Mogoče, če ima to nekoga za bolj v tej osebni karieri, v tem pove pa za nek nacionalni problem, neko nacionalno zgodbo z širokimi posledicami, pa nekega stališča pri analizi te dokumentacije in teh postopkov, pravzaprav ni nobene reakcije. Jaz tega nisem zaznal. Morda je kaj bilo, vendar tega, da bi nekdo preveril, kako so funkcionarji ravnali v tem konkretnem primeru vračanja teh psov, tega ni bilo nikjer zaznati. Pa, tako kot je kolega Žerjav povedal, ker je v tem primeru najbrž skoraj zagotovo za zlorabo zakona, ki velja. Zakon je nedvoumen. Kot smo bili takrat koalicija, smo ta zakon vložili, tudi za to določbo retroaktivnosti. Ta določba ni bila izpodbijena na Ustavnem sodišču, nihče ni zahteval izpodbijanja te določbe, ta določba bila. In v nasprotju s to določbo 26. člena so bile živali vrnjene, čeprav od tega ni nihče zahteval. Pa še ena stvar je, ki je pravzaprav tu zanimiva. Zanimivo je, da v teh postopkih vračanja živali nihče ni preverjal, ali se vračajo živali lastniku, ali se vračajo živali skrbniku, ali pa se vračajo nekomu, ki ni ne lastnik in ki ni ne skrbnik. In zanimivo je, da se tudi ob vseh teh zadevah, ko so bile živali relativno dolgo tudi v pasjem zavetišču, nihče ni ukvarjal s temi živalmi in ugotovil kakršnikoli posledic. Pa so tam najbrž tudi veterinski pregledi, so bili najbrž tudi že kakšni drugi sumi, morda že takrat izraženi, pa se tudi v tem dolgem obdobju pred vračilom s temi živalmi nihče ukvarjal. Zdaj, jaz upam, da je v sedanji koaliciji, ki jo tvorijo 3 velike stranke in Desus, Trojček in Desus, dovolj modrosti, da bodo po tej vloženi interpelaciji poskrbeli, da se ministra razreši, ali pa mi upamo, da je najbolje, da celo sam odstopi, da bi bilo tukaj te samokritičnosti. Se pa zna najbolj zgoditi, da bo odrejena, da bo zahtevali tudi ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo obravnavala ta celotni